pomeni, da bomo se danes smejali kar tak. Zabavali se bomo. Zdaj ne vem, če vi veste, da dejansko tisti, ki se dosti smejete, ste veliko bolj ustvarjalni, kreativni, rajše delate naloge. V naši oddaji smo že spoznali jogo smeha v brezplačnem klubu joge smeha, pa v domu upokojencev, pa tako vadbo 1 na 1. Tokrat pa posebnost vadbe v mlajši starostni skupini, kjer pa je postopek ali pristop drugačen. Zakaj? Res je, otroci so ena specifična skupina, ki imajo ta svoj smeh že naravno izražen. Dejansko biti otrok je sinonim za jogo smeha, kajti mi, starejši ljudje, delamo ravno to, da vzbujamo, spodbujamo tega našega notranjega otroka iz sebe ven in da postanemo malo bolj igrivi. Vendar današnji novi sistem, pritiski, šole, starši, biti miren, priden, ubogljiv, so to igro in to igrivost začeli zatirati tudi pri teh otrocih, ki jim je igra ta naravni dar. Nenazadnje pa tudi računalnik, te videoigrice, internet, na to veliko gledanja televizije spodbuja ravno kontra učinek, kajti otroci se več ne igrajo skupaj, več nimajo teh socialnih stikov med seboj, niso igrivi in kadarkoli je človek igriv, se tudi smeje. Zdaj pa bi vas jaz prosila za eno pomoč. In sicer kako običajno vi ploskate. Danes se bomo naučili nove vrste ploskanja in sicer po ritmu. Dlan na dlan. To pa zato, ker imamo polno takšnih točk na dlaneh, ki nam bojo dvignili energijo, da se bomo boljše počutili, da bomo bolj samozavestni, da bomo bolj energetsko ojačani, da bo nam lažje šlo v življenju in v šoli. In sicer tako, bomo ploskali dlan na dlan. 1, 2, 1, 2, 3. Ekipa smo mi tudi sicer. Ekipa. Super. Ekipa smo. Roke gor. Najprej bom pokazala, bomo šli A, E, I, O, U. Dobro, bomo naredili A, pa ostanemo na sredini in ha.
Danes smo se igrali jogo smeha. In bilo je zelo zanimivo. Najbolj všeč mi je bila vaja, ko smo delali to. Ker nipaj se, bodi sproščen, ni važno, mi bomo... Malo še skoči, malo idi, gremo, obračaj se. Hitro, ne rabiš razmišljati toliko. Hitro, z mano skupaj, bova še kdo pokazal vajo. Kaj pa tisti džiberiš si je kdo zapomnil, kaj je to? No, govorenje, ki si pač blebetamo, sploh ne vemo, kaj je. Ta jezik se imenuje džiberiš. Kdo si je zapomnil, kaj pa je sploh joga smeha? Joga smeha je smeh brez razloga. Se smejemo brez razloga, pač tako 15 minut na dan skupaj, pa se v redu počutimo, veliko energije čutimo po telesu, potem lažje se učimo, smo bolj veseli, bolj razpoloženi za različne stvari. Predstavljamo si smešno stvar. Pozvoni, Jaka nas kliče in mi dvignemo. Torej, mamica, ti večkrat sodeluješ takole pri jogi smeha. Kako se počutiš po njej? Odlično. Lažje se učim, vesela sem. A si zapomnila kakšno vajo? Ja. Katero? Z mlekom, z dežnike. Aha. Potem še ha, ha, ho, ho, ho. Kakšni pa so tvoji občutki zdajle? Odlični. In boš še kdaj uporabil te vaje? Ja. Boš še koga navdušil? Ja. Brata, sestro, mamo. Simona. A ti si tudi Simona. Boš tudi kdaj vaditeljica joge? Ne vem. Ti je všeč?
Ta najboljše je bilo, ko smo delali ho, ho, ha, 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 pa tudi smo se smejali veliko. Pa tudi povedala je, da se smejimo 5 minut na dan. Da se boste vi smejali 5 minut na dan, ne? Kdo ve, me zanima, koliko časa pa se je potrebno skupaj smejati? Si ti zapomnila, Simona? 15 minut. Tako, skupaj, ne? Svetovno. Kaj je tisto, kar te posebej navdušilo? Ha, 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 ho, ho, ho. Nič ne govorimo, samo naredimo nekaj smešnega, nekaj ustvarjalnega. To pomeni tako. In gremo nazaj na mesto. In hitro. Ne dotikamo se od drug drugega. Čim bolj pomembno je, da grimaso vključite. Nekaj z obrazom naredite. Dobro? Lahko jezik pokažete. Gremo eden po eden. Bravo, super, naslednji. Bravo, naslednji, hitro. Jaz prijem. Super, naslednji, kdo je še pripravljen? Jaz prijem. Dobro, hitro, hitro. Otroci so najbolj kreativna bitja in dejansko v tej vaji, kjer smo spodbujali ravno to kreativnost, se je izkazalo, da so pokazali to svojo kreativnost z različnimi temi in grimasami in gibi telesa, mimiko, glasovi. Skratka, videli smo pa tudi, da dejansko ni toliko enostavno se izpostaviti pred skupino in ta joga smeha in skupinska vadba predstavlja tudi eno varno okolje, kjer tudi tistim otrokom, ki mogoče nimajo toliko te samozavesti v prvem trenutku, da dovoljenje in da dobijo skozi čas tudi pogum, da znajo stopiti tudi pred množico. Dobro, super, naslednji, kdo bo še pokazal? Bravo, naslednji, kdo bo še hitro? Dobro, evo Simona, izvoli. Bravo, še kdo bo pokazal? Moj bolj. Bravo, kaj bomo rekli vsem tistim, ki so pokazali? Odlični so bili, odlični so bili. Kako se počutite? Kdo bi povedal kaj več? Kako se počuti? Kako se mu je zdelo to? Super, zabavno. Odlično. Zanimivo. Smešno. Tiščimo se. Držimo roke v zrak. Puščamo se. Jaz sem šofer. Ne morem. Jaz sem. Vsi bolj skupaj, pridimo čim bolj skupaj. Čakajte. Zdaj se bomo peljali. Nismo še šli. Evo, peljemo se in gremo. In zdaj se avtobusa bremza, nenadoma zrajo. Zelo sem vesela, da so otroci to sprejeli z veseljem, da so bili odlični, da smo se nasmejali in kljub temu, da smo danes bili v šoli, smo se počutili zelo, zelo v redu. Ste se prvič preizkusili v vadbi joge smeha? V vadbi joge prvič in
ponosna na to, da sem sorazredničarka 5.A in da sem imela možnost sodelovati. Bilo je neverjetno, no, počutim se predvsem sproščeno in naredili smo, vsak je naredil nekaj zase in veselilo me bo, če bomo še kdaj skupaj. Bolje se boste razumeli med sabo, veliko bolje se boste razumeli z starši in z učitelji. Danes smo veliko telovadili, govorili, se smejali, delali razne vaje. Kakšne vaje pa so bile to? Pa to s prelivanjem mlekom, pa peli smo. Ampak pomembno je, da to delate vsak dan. Ste za to? Ja! Imate morda zamisel obe učiteljici, da bi organizirali takšno vadbo redno tudi na šoli, še za druge učence, se vas ni samo za en razred, a ne? Bilo bi smiselno, ja, ker verjamem, da ta joga pusti določene učinke na človeku šele čez čas, ko se srečamo z njo večkrat. Bomo pa pridno se držali tega, kar ste priporočili, smeh na dan po 15 minut.